Za začetek smo se ustavili v striparnici Buh v ljubljanskih Murglah, ki je svoja vrata odprla pred dobrimi 10 leti. Gre za edini specializirani lokal za nakup, izmenjavo in prodajo stripov iz vseh koncev ožje in širše domovine, kar je obenem velika sreča za slovenski strip. Žal je tudi še vedno edina specializirana trgovina s stripi v Sloveniji. Upam, da se bo še kaj odprlo kje. Prodajam stripe predvsem iz področja Jugoslavije, kjer se zadnja leta dogaja res ogromno tega. Za njih bi pa res lahko rekel, da tam je pa precej vroča ta zadeva in jaz rečem, da in Hrvati in Srbi bruhajo stripe. Tudi v Bosni se je začelo nekaj dogajati, tudi v Makedoniji. Pravzaprav se v Sloveniji dogaja še najmanj iz tega področja. S tem, da se pri meni da po naročilu dobiti stripe iz celega sveta. Leta 2007 Slovenci končno dobimo knjigo, ki predstavlja orjaški korak za slovenski strip. Gre za skoraj razprodano zgodovino slovenskega stripa. Leta 2007 smo praznovali 80-letnico slovenskega stripa. Začel ga je Milko Bambič, akademski slikar iz Trsta. Prvi strip, ki ga je Bambič naredil, je izšel v Našem glasu v Trstu, to je bil Zamorček Bucibu. Strip je izšel na žalost samo v 4 nadaljevanjih, ker je bil kasneje prepovedan, zato ker se je norčeval iz Mussolinija. In on je recimo že takrat leta 1927 je Mussoliniju napovedal propad, kar se je potem, ker Nostradamus se je uresničilo. V glavnem izgnan je bil pol v Jugoslavijo. V Jugoslaviji se je pa ukvarjal z oblikovanjem. A veste, da je tale recimo tudi Radenska 3 srca, ta znak je od Milka Bambiča, tudi zelo zanimiv še zdaj. No, takrat sem rekel, ker Slovenci nismo imeli še nobene knjige o stripu, sem si rekel, da je pač treba ta dogodek nekako obeležiti in sem v enem letu napisal knjigo, pa zbral materiale. V bistvu sem se že prej dosti ukvarjal s teorijo stripa, pa sem pisal za različne časopise, pa po internetu, v bistvu za celo Jugoslavijo. Tako da sem več ali manj s njemu že dosti materiala zbranega, sam skupaj ga je bilo treba dati. Koliko pa smo razvili stripovsko kulturo oziroma ali obstaja izobrazba za branje stripa? Ni potrebna kakšna posebna visoka šola, potreben je predvsem domišljija, entuziazem in pa želja po pripovedovanju ali pa po branju zgodb na drugačen način. Dejstvo je, da je v okviru množičnih medijev danes strip samostojen pojav. Tisti, ki pač štejejo strip med manj vredno plažo in tako naprej, so pač ljudje s predsodki, ki živijo, bolj v 19. stoletju, kot pa v 20. kaj šele v 21. Strips je v zadnjih desetletjih pridobil tudi na globalni ravni status enakovredne umetniške, likovne in pripovedne zvrsti. Grafična novela, se pravi roman v stripu, je postala tudi tržni artikel in predvsem pa mediji zelo kvalitetnih ustvarjalcev po celem svetu, v Franciji še posebej, ker se je ta zgodba začela. V striparnici Buh je povpraševanje po delih Mikija Mustra veliko. Zvitorepec je vsekakor najbolj bran in najbolj prodajan stripovski junak pri nas. Začel je 52. leta, to je bil prvo dovoljenje za objavo enega stripa smo dobili, ko je Polet izdal en tak časopis Poletove podobe in povesti.
In takrat so nekako politično odobrili, da se sme tudi strip tiskati v Sloveniji, čeprav je bilo to prej prepovedano in je bilo strogo, mislim, negativno ocenjeno politično in strokovno. Mene so imeli za črno ovco, so rekli, kaj hodim na akademijo, če rišem take stvari, potem ne. Ampak jaz se nisem sekiral, jaz sem že od malega hotel stripe oziroma risane filme delati in sem pograbil takrat priložnost, sem se priključil in smo izdali tisti PPP, ki je bil časopis, ki pa ni dolgo živel, nekaj številk je išlo, potem je pa prevzel to Tedenska tribuna in sem potem 23 let risal tega Zvitorepca. Čeprav je tudi vmes že prišlo do prepovedi, da sem moral prekiniti in sem moral spet zajčke pa turke pa take reči risati, ampak Zvitorepec je živel naprej. Bralci so zahtevali, da hočejo naprej imeti strip Zvitorepca in potem so morali nekako popustiti. Ko sem pa ta let bil prebit, potem pa sem imel proste roke in sem lahko v svoji fantaziji dal prosto pot, da sem poslal ga v Afriko, ne vem kam, v vesolje in take stvari. Kar prej je bilo pa tako, da sem smel samo slovenske basni risati. Avtor mlajše generacije slovenskega stripa, Iztok Siter, je s svojim prvim stripom albumske dolžine Sperma in kri skoraj bankrotiral. Ja, to je bil prvi strip, ki sem ga izdal, to je bil samo v založbi, je bil Sperma in kri. Sam ta se je pa takrat sem prodal avto, da sem ga lahko natisnil, ker ga pač nobena založba ga ni tla izdati. No, sem mislil, da on kaj zaslužil s stripom, je bil pa popoln kolaps, čisto nič nisem zaslužil s tistim. No in potem sem si pa rekel, da pač moram risati bolj komercialne stvari, če hočem od stripa živeti, ne. Tako sem pa začel te Bučmanove risati in pol sem se včasih še, enkrat sem šel še v erotične vode s stripom Ženska, ki se ljubi z mačkom. Drugače so pa moji najljubši stripi so pa tako družbeno angažirani, kot so Črni možje bele kosti, kjer se ukvarjam s slovensko politiko in družbo nasploh. Kaj pa je tisto najbolj zamudno pri ustvarjanju stripov? Najtežje pri risanju stripu je radiranje, ne. Jaz sem še iz stare šole, ki si naredim najprej skico narišem, pol detaljno skico s svinčnikom, pa pol tuširam, pol obrišem pa z radirko. Nekateri zdaj, ki na računalnik delajo, nimajo teh problemov, ne. Ampak v glavnem mi gre kar veliko kakšne 10 svinčnikov na mesec ponucam, no. Pa par radirk tudi. Slovenski strip se naprej razvija in preko tiska nagovarja različne družbene skupine. Prav tako premoremo nekaj odličnih avtorjev, ki imajo svoje zvesto občinstvo, vse bolj pa postaja slovenski avtorski strip prepoznaven tudi v tujini.